Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljal, tudi sam opravljal in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu. Ja, sinovi in hčere so ponavadi vse malo podobni svojim staršem. Verjetno si jim tudi ti. Saj recimo že po zunanjem izgledu imaš mogoče enako barvo las kot tvoj oče ali pa enako barvo oči kot tvoja mama in podobno. Ampak še bolj kot pod zunanjosti smo sinovi in hčere ponavadi podobni svojim staršem po tem, kakršni smo od znotraj. Jaz na primer v svojem rojstnem kraju ne bivam že kar dolgo, skoraj 20 let. Pa ko se vrnem nazaj v svoj rodni kraj, velikokrat me kakšen človek ustavi na ulici in reče: "Ti si pa Jankotov sin." In rečem: "Od kod pa to veste?" Pa rečejo: "Če pa se isto držiš kot on, isto se nasmejiš, podobno govoriš kot on, enako barvo glasu imaš." Ja, na takšen način vidiš, je bil tudi Jezus podoben svojemu očetu v nebesih. Bil je enako sočuten do drugih, enako je imel rad druge ljudi kot Bog. Zato ni lagal, ko je govoril: "Sin Božji sem." Ljudje so lahko to v njem res videli, da je sin očeta v nebesih. Si že kdaj mogoče tudi ti slišal, da si Božji otrok, da je Bog tvoj oče? Hočem te v bistvu tole vprašati. Si podoben temu svojemu očetu v nebesih? Si že kaj podoben Jezusu? Vsakič, ko delaš dobra dela, res iz iskrene ljubezni, ko pomagaš drugim, ko izkažeš ljubezen, usmiljenje, odpuščanje, takrat si podoben Jezusu. Zato ti res želim, da bi mu postal čim bolj podoben, da bi bil na tak način res čim bolj podoben tudi očetu v nebesih, da bi vsi ljudje, ki ti videli, rekli: "Prav zares, ta je kristjan, ta je pa res Božji otrok, se je čisto podoben Bogu." Želim ti lepo in blagoslovljeno nedeljo.